Živijo, spet se vam oglašam in danes z eno temo, na katero zadnje čase dobivam kar veliko vprašanj, in to je, kako nekomu sporočiti slabo novico. In to je navadno kar zahtevno. Nam je težko, ne vemo, kako bi to človeku povedali, ponavadi vemo, da bo tudi njega prizadel. In se mi zdi, da prva stvar, ki je to, da s to novico, s to informacijo ne oklevamo. Torej, da človeka pokličemo, da se dogovorimo, da se z njim dobimo ali pa mu pač povemo, kolikor je mogoče. Druga stvar, ki je, da smo res iskreni. Torej, da rečem, zelo mi je žal, ampak jaz ti moram povedati to pa to pa to. Da se v informaciji, v našem tonu glasu čuti tudi to, da smo dobronamerni. Človek zelo čuti, s kakšnim pristopom mi človeku nekaj povemo. In če je to tako res dobronamerno, bo on že v tem, ko bomo mi sporočili, čutil, da ima v nas podporo, in to bo za tega človeka izjemno veliko pomenilo. Druga zadeva je tudi to, da si zmeraj za tako informacijo vzemite čas. Ne reči, tole ti moram povedati, pa iti. Nikoli človeka z neko težko informacijo ne pustiti kar samega, da je sam s svojimi težkimi občutki. Kadar morate to podati nekomu, si vzemite toliko časa, da boste videli njegov odziv, da boste se lahko govorili malo z njim in da mu boste lahko tam podporo. Morate se zavedati, da vsa ta težke stvari so lahko tudi način, kako se mi z ljudmi povežemo. Jaz sem prepričana, da vsak od vas se točno spomne, kdo mu je povedal kakšno težko novico v življenju, in točno tudi vemo, kako nam je to povedal. Zato bodite vedno zelo, zelo zaveščeni, ko to počnete, ker se to ljudje zapomnejo in se po tej situaciji tudi o vas naredijo eno sliko, ki je zelo globoka in zelo močna. Zato bodite iskreni, bodite dobronamerni in vzemite si čas za to. Evo, to je moj nasvet, kar se tiče, kako sporočati neprijetne novice. Čau, srečno!